Dobrodošli v novi oddaji Zmorem. Nekaj tednov smo čakali in zdaj smo vendarle dočakali. Šport se vrača, sicer zelo majhnimi koraki, ampak vendarle. Našo oddajo tako začenjamo na tekmi lokostrelcev v Kamniku. Čakanje je bilo mučno. Zaradi koronavirusa so bili tudi naši najboljši lokostrelci prikrajšani za tekmovanja. Zanimivo pa je bilo, da so prav oni na koncu pri nas prvi prekinili tekmovalno sušo. Ful sem vesela, da imamo končno tekmovanje, zdaj po 4-5 mesecih. Tako da meni je super, jaz sam si želim, da imamo čim več vnaprej tekmovanj in da se dobro uspemo upreti virusu. Ana Umar sodi med najboljše lokostrelke na svetu. V svoji bogati zbirki ima tudi 2 naslova evropske prvakinje. V Kamniku je tekmovala skupaj z edinim parašportnikom, ki se pri nas ukvarja s tem športom. To je Dejan Fabčič, ki je v preteklosti uspešno nastopal na največjih tekmovanjih. Najprej kot plavalec, kasneje kot kajakaš. Lokostrelstvo je prekrasen šport, dati disciplino, mirnost, potrpežljivost, moč, seveda ni za zanemariti moči, ker potrebujemo tudi nekaj kondicije, da lahko streljamo na tako dolgo razdaljo. In ja, ful sem vesela, da je Dejan med nami, zato ker je prvi športni invalid med nami in strelja odlično, ful pridno napreduje, tudi njegova motivacija je visoka in v velikem upanju sem, da bo tudi več športnih invalidov se zaradi Dejana in njegove motivacije odločilo za lokostrelstvo. Ja, tekma je zmeraj malo slabša kot trening. Včeraj je šlo boljše, tako da upal sem, da bom rezultat iz treninga lahko prinesel na tekmo. Žal to še ni uspelo, ampak zato treniramo, navaditi se je treba tudi tekmovati in upam, da bo naslednjič že boljše. Kdor Dejana Fabčiča bolje pozna, ne dvomi, da mu ne bi uspelo tudi v tretje, oziroma v njegovi tretji športni disciplini. Dejan se vsake stvari loti, dajmo reči, resno, z veseljem in pade noter in ga rado, ker ne uspe. Tako da tudi lokostrelstvo se je lotil v bistvu resno in pa ne z vidika samo uspeha, ampak s to ljubeznijo, ki ga bo pripeljala daleč. Že v začetku je povedal, da je njegov, da si želi priti na večje tekmovanja in jaz mu pri tem pomagam, tako da imava neko skupno vizijo priti na paraolimpijske igre. Je, kar se mene tiče, dober material, tako jaz rečem, dobremu, v bistvu, dajmo reči, talentiranemu človeku iz predhodnih športov in ima izrazito moč, ima zelo razvit zgornji del telesa, kar v lokostrelstvu pride zelo prav, tako da imamo že neko bazo zgrajeno. Zdaj pa v bistvu delamo še drugi del, tehnični del in pa sploh pripravo na tekmovanje in nek prenos iz teh športov, kjer se gre v bistvu na moč, adrenalin, v to naše meditiranje, dajmo reči, ohranjanje nekega idealnega, nastopnega, mirnega stanja. V primeru športnika iz Vipave je lokostrelstvo na nek način postalo družinski šport. Tako kot vsi športi praktično do zdaj v mojem življenju je prišlo tudi lokostrelstvo zelo spontano in v bistvu prijateljica, s katero skupaj pojeva pri pevskem zboru, pri Ipavski, je trenerka tlele v klubu, v lokostrelskem klubu v Budanjah in ima trenerka za otroke. In je rekla, lej, ti imaš 2 punci doma, ne prideta probat streljati, pa smo res prišli enkrat cela družina, tudi žena, pa jaz, pa smo vsi probali streljati. Potem starejša hčerka je šla nekako rajši v kajak, tako da zdaj trenira kajak, mlajša je pa nekako navdušil tudi ta lok, pa lokostrelstvo, tako da ona je se potem upisala v klub in zdaj tukaj strelja v Budanjah. Jaz seveda jo prepeljem na trening in potem namesto, da čakam v avtu, kdaj bo konec treninga, sem pa še jaz poprijel za najprej šolski lok, potem me je pa zmeraj bolj to navduševalo in sem počasi kupil malo boljšo opremo. Kaj je tisto, kar ti je najbolj všeč? Da moram si vse zapomniti, kako
kaj je treba, pol me kdaj še kaj popravijo, kako in pol to je zame izziv, da moram kaj popraviti in tako. Zdaj slišim, da skupaj trenirata z očetom, ga pogosto premagaš? Ne. Ne? Ne, pač ne vem zakaj. Pač on ima še merilno, ima boljši lok. Lokostrelstvo je zelo zanimiva disciplina tudi zato, ker invalidi tekmujejo skupaj s klasičnimi športniki in jih tudi na največjih tekmovanjih pogosto uspejo tudi premagati. Absolutno je primeren skoraj za vse, tudi invalide. Tako da jaz bi res apeliral, če še izbirajo šport, da pomislijo tudi na lokostrelstvo, ker je lep šport. Lansko leto, ko sem se udeležil ene mednarodne tekme, sem videl, da praktično vsi profili invalidnosti lahko streljajo tudi z lokom. Tudi tisti, ki praktično nimajo niti rok, recimo iz Amerike je strelec, ki je brez obeh rok, pa strelja z nogami, recimo. Potem tisti, ki imamo poškodbe nog, absolutno in zgornji del telesa normalno razvit, streljamo praktično neomejeno, tako kot zdravi ljudje. Zdaj jaz si pomagam tudi s posebnim stolčkom, ki so mi ga naredili na Soča opremi, prav posebej za ta šport. In predvsem zaradi tega, ker nisem tako stabilen pri stoji, ker ko je moč loka večja, potem tudi udeleženih več mišic, tudi teh posturalnih, in jaz pač teh nimam in me je precej majalo na strelni liniji in zato seveda tudi rezultati niso bili tako dobri. Zdaj, odkar imam stolček, je boljše. Skratka, vsak invalid sam pri sebi sproti spozna, kakšne prilagoditve so zanj potrebne. Seveda so pa tudi kategorije invalidnosti, ki streljajo oziroma ki potem tekmujejo na mednarodni ravni, temu prilagojene in jih seveda ustrezni ljudje klasificirajo in uvrstijo v kategorijo invalidnosti, ki najbolj pašajo zraven. Ampak v začetku jaz mislim, da ni treba nobenih predsodkov imeti, treba je probati in potem sam vidiš, ali ti leži ali ne. Na kegljišču v dvorani Tabor v Mariboru je potekalo državno prvenstvo v kegljanju za slepe in slabovidne. V ženski konkurenci so naslove državnih prvakinj osvojile Dragica Šernek KB2, Branka Zorko KB3 in Jelka Orban KB4. V moški konkurenci so bili najuspešnejši Mitja Osolnik KB1, Stane Luzar KB2, Marjan Žalar KB3 in Josi Bihar KB4. Paraalpski smučar Jernej Slivnik s trenerjem Romanom Podlipnikom pridno kuje nove načrte. V mesecu maju je tako treniral na Kaninu, v juniju pa na avstrijskem ledeniku Meltal. Pridno trenirajo tudi mladi plavalci, ki se pripravljajo na državno prvenstvo, ki bo predvidoma potekalo v Kranju med 3. in 4. oktobrom. Žal pa so evropsko prvenstvo in vse svetovne serije v bazenih prestavljene na konec leta oziroma v leto 2021. Čas počitnic je, tako kot že pove ime, čas počitnic, čas za sprostitev. To je tudi čas, ki ga preživimo skupaj z družino. In ravno temu smo posvetili naš naslednji prispevek. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite, je lani prvič organizirala športni tabor za mlade in njihove družine. To je bil velik korak naprej pri vzpostavitvi dolgoročnega sistema pogojev za vključevanje mladih invalidov v športne aktivnosti, hitro pa je bil sprejet sklep, da bo tabor postal stalnica. Letošnji bo potekal med 20. in 23. avgustom, za več informacij pa smo obiskali zvezo, kjer smo se pogovorili s strokovnim sodelavcem Žigo Kobaševićem. Program dejansko še ni natančno definiran. Letošnja novost je ta, da bomo uvedli, se pravi, da bomo po zbranih prijavah potem definirali točen program, da bomo res ga prilagodili udeležencem, ki se bodo prijavili na tabor. Ena izmed osrednjih novosti je podaljšanje tabora, ki bo letos potekal še en dan več, kar bo zelo pomembno za vse družine, ki se bodo udeležile dogodka. Zelo pomembno se mi zdi pa to, da bomo s tem dnevom več pridobili tudi bistveno več prostega časa za družine in tudi, da se bodo družine lahko med sabo bolj spoznale, kajti lansko leto so bili popolnoma
ali pa ne bom rekel popolnoma, ampak precej obremenjeni in niso se mogli med sabo tako dobro spoznati. Tudi letošnji tabor bo potekal v Laškem, kjer je zveza v zadnjih letih zelo uspešno organizirala raznorazne dogodke. Tako, Laško je center naših športnih dejavnosti, aktivnosti, kakorkoli. Lokacija, športni objekti, namestitev, vse na najvišjem nivoju. Tudi pomembno, da je dostopnost zelo dobra in Laškega ne menjamo. Lanski tabor je bil popolna novost, pred organizacijo letošnjega pa so se lahko vsi odgovorni zazrli tudi v preteklo leto in ocenili, kako dobro takšni dogodki dejansko vplivajo na vključevanje v športno udejstvovanje. Sam bom rekel, tako za nas, za Zvezo za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komitej, kot za starše je bila to neka nova izkušnja. Tabor je bil premieren, ampak ja, otroci ali pa mladostniki so dobili v pogled, katere športne panoge obstajajo, katere panoge so primerne, kaj jim tudi šport da, ne samo golo športno udejstvovanje, ampak tudi druženje, socializacijo. In od vseh staršev in tudi otrok oziroma mladostnikov smo dobili same pozitivne vtise, ko smo pravili neko evalvacijo po zaključku tabora. Za konec pa seveda le še vabilo vsem družinam na letošnji tabor, Žiga Kobašević pa je za zmorem razkril še, kako se je moč prijaviti. Seveda lepo vabljene vse družine, da se prijavijo, prijave se kar lepo polnijo, prijava je možna pri sodelavki Majdi Kočar, možnost je tudi koriščenja turističnega vaučerja, ki smo ga prijeli za leto 2020 zaradi, nažalost, korona krize. To se vse dogovorijo s sodelavko ob prijavi, tako da to so glavni poudarki ob možnosti prijave. Slovenija je dežela številnih presežnikov. Še posebej pa smo lahko ponosni na našo bogato športno zgodovino. Na področju športa je Slovenija prava pravcata velesila. Tokrat se bomo ozrli v zgodovino. Z nami pa bo prav poseben gost, gospod Jože Okorn, ki je pravzaprav začetnik, tisti, ki je prvi začel pisati uspehe na področju paraolimpijskega športa pri nas. Jože Okorn je leta 1972 v nemškem Heidelbergu poskrbel za prvo jugoslovansko kolajno na paraolimpijskih igrah. V metu diska je osvojil bron, po tem uspehu pa ga je sprejel in nagradil nihče drug kot Josip Broz Tito. Verjetno se ga malo podučil, da je bil kar seznanjen z dogodki, kaj se je dogajalo, ker 1 uro se je posvetil nam invalidom, dobitnikom medalj. Bil je zelo radoveden, spomnim se, da je mene vprašal, s kojeg sela ja dolazim iz Slovenije, kot da bi tako poznal Slovenijo. Jasno, vsi ga poznate iz medijev. Bilo je prijetno srečanje, potem smo imeli še celodnevni izlet po Beogradu, njihova zveza, Jugoslovanska zveza nas je gostila. Za spomin nam je podaril ure, zlate ure, ki je še danes nosim, oziroma jo imam, gre. Vse to pač neki spomini, ki jih je težko pozabiti. 8 let po Heidelbergu je sledil nizozemski Arnhem, kjer je šel Okorn stopničko višje, osvojil je srebro. V Rimu je bil sprejet pri papežu Janezu Pavlu II. Med športnimi dosežki velja izpostaviti tudi naslov evropskega prvaka, 9 let je bil evropski rekorder v metu diska, na državni in mednarodni ravni pa ima več kot 200 odličij. Dovolj razlogov za knjigo z naslovom 20 nageljnov in voziček, ki je bila izdana pred 2 letoma. Ta knjiga je nastala predvsem na pobudo drugih, mogoče malo domačih pa kolegov, da se je v tem času mi je pa toliko zgodilo, da bi pa lahko nekaj strnil in napisal. In to se je zgodilo ob moji 50-letnici vozička in pa ob 70-letnici življenja, starosti. Zakaj tak naslov 20 nageljnov in voziček? Bil sem operiran na 20. rojstni dan in na 20. rojstni dan si je zgodila paraplegija, moja invalidnost. In takrat mi je obiskala ena znanka, soseda, ki je v Ljubljani živela. Ko sem se po operaciji zbudil, sem na nočni omarici zagledal 20 nageljnov. Niso bile vrtnice, tako so danes vrtnice moderne, ampak nageljnov.
ker je bil pač isti dan operacije 20-letnica, 20 starosti. Sem pa predtem bil nekaj časa v Soči, že na rehabilitaciji pred operacijo, ker se mi je zgodila pač neka bolezen. Tako da sem že poznal malo to diagnozo paraplegije, da mi je bilo tako jasno naslednje dni, ko sem ob viziti slišal, to je pač verjetno sveža paraplegija, kaj me v življenju čaka. No in zakaj voziček, ker od tistega dne naprej sem pač uporabnik invalidskega vozička, pač vozička. To je zdaj že 50 let minilo, takrat so se radi pošalili fantje, ker vprašaš nekoga, ko prideš na Sočo, koliko časa si pa ti na vozičku, 3, 5, 10 let in to. To je grozno slišati takrat, In v hecu ti pač tudi govorijo, sej prvih 50 let je malo težko, potem pa gre, In zato je pač 50 let vozička. In življenje je šlo, bi rekel, s tako brzino, sploh če si aktiven. Jože Okorn je s svojimi vodstvenimi in organizacijskimi izkušnjami še danes zelo aktiven na področju športa invalidov. Za konec prvi Slovenec paraolimpijsko kolajno še v današnjem športu invalidov in željah za prihodnost. Šport invalidov ni več tabu, da je prepoznaven. Že nekaj časa nazaj tudi šport invalidov zahteva nekaj več kot včasih, nekak profesionalen pristop. Verjetno so tudi določeni sponzorji spoznali, donatorji, financerji, da se pač tudi v to splača nekaj vložiti. To se vidi sploh v tem širšem športu v svetu. Zdaj, kaj s tem, pričakoval bi, da se že ta začetna medicinska rehabilitacija začne malo bolj zavedati tega kot sedaj. Pričakujem oziroma pogrešamo invalide eno večnamensko tako športno dvorano v Sloveniji, ki se že leta, desetletja o tem pogovarjamo, da bi ob rehabilitacijskem inštitutu Soča zrasla, nastala neka taka dvorana, da bi se invalid že takoj po rehabilitaciji soočal s tem pač v začetku kot gledalec in bi verjetno spoznal. Kajte, zanesljivo je šport eden tisti, ki ne nadomesti nobeno zdravilo. In psihično, fizično in kaj s tem, kaj še vse. Družbeno zelo koristno, tako da mislim, da se naj tista odgovorna družba nad tem zamisli ali pa malo pogleda v to tistih par milijonov, bi bil en tak velik preskok. Pa verjetno še malo več podpore družbene, pa tudi nekako moramo bolj animirati, spodbuditi te mlajše invalide. Vsekakor izjemna življenjska zgodba. Z njo se naša tokratna oddaja tudi zaključuje. Hvala lepa, da ste bili v naši družbi. Nasvidenje, do prihodnjič. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.